potrpežljivost glede mene same. Tako da, jaz sem optimist. Včeraj sem dobil ob 10 zadnjo raziskavo. Slovenska ljudska stranka je 4. na lestvici, še malo pa bomo dobili brona Slovenije. To sem pa proti centru. Verjamem, da bomo v nedeljo videli dvoštevilčno številko. Pričakujemo dvoštevilčno številko. Potem se bomo trdo pogajali za koalicijo. V koalicijo bomo vstopili pod drugačnimi pogoji, kot smo delovali v zadnji koaliciji, ne glede na to, kdo si kaj misli in kaj pričakuje, ampak zagotovo bomo trdi pogajalci. Hočemo enakopravnost, hočemo partnerski odnos, če tega ne bo, nas v koaliciji ne bo. Pika. Zdaj, ko smo pripeljali v situacijo, ko raste konstantno, jaz verjamem, da bomo v naslednjem mandatu z vsemi, ki bomo prišli v državni zbor in z vsemi, ki nas podpirajo in sodelavci, z tem trendom nadaljevali. Mandat za tem, ki prihaja, cilj je, da zmagamo, tako kot pravi naš Ivan Oman, in da prevzamemo vlogo tiste roke, ki se to zaslužijo. Brez prekupčevanj z nepremičninami, brez utaje davkov, brez davčnih oaz in tako naprej in tako dalje, brez orožja in še kaj bi lahko rekel. Skratka, prihaja čas, ko bo Slovenska ljudska stranka prva politična stranka v tej državi. Potrebno pa je vztrajati, potrebno je biti načelen, potrebno je biti dosleden. To smo dokazali v teh zadnjih 3 letih in pri tem bomo vztrajali tudi nadalje. Želim vam vse dobro. Ta 2 dni je še potrebno odgarati, ne prepustiti konkurenci, da se nam približa, da še koga po desni prehitimo. V nedeljo bomo veseli dobrega rezultata, v ponedeljek bomo počivali, potem pa bomo zavihali rokave za to, da bo našim otrokom in vnukom v tej državi bolje. Hvala lepa. Ne, morate še povedati, danes smo na Goričkem, morate še povedati o kakšni kampanji, vi ste sicer predsednik Slovenske ljudske stranke in se borite tam v tistih tudi v ljubljanskih studijih, ampak kako je potekala kampanja, vi kandidirate kar v 2 okrajih, namreč v Lendavi in pa tu na Goričkem in del Murske Sobote, če se ne motim. Kako pa lokalno ocenjujete tole kampanjo? To pa moraš kolegico vprašati. Tudi ona lahko je rekla. Mene ne sprašuj, ne? Jaz sem se boril za Slovensko ljudsko stranko na državnem nivoju. Tu doma sem bil v hendikepu. Ampak, imeli smo vrhunski koncert slovenskega okteta v Lendavi. V nedeljo skoraj napolnili dvorano. Po moji oceni je bilo 400 ljudi zagotovo v dvorani. Če to pomnožimo 4x5, 6, skratka, ni problema. Rezultat bo tu. Jaz pričakujem, da bo prekmurski del, da bo mi dva, tak ali tak zmagovalca teh volitev, itak, da bo 8. volilna enota zmagovalka teh volitev, kar se tiče Slovenske ljudske stranke. Če bi se vse poklopilo, ni nemogoče, torej 2 poslanca v 8. volilno enoto v vsakem primeru ima. Če bi se še kaj zložilo skupaj tako, bi bilo fajn, bi lahko bili 3. Mislim, da bi komu bilo zelo nerodno, če bi se to zgodilo. Ampak ni nemogoče. Menim, da bi bil ta del Slovenije res zelen. Pa poglej, vse zeleno. Tudi vaša volilna napoved? Ja, bronasta medalja. 3. stranka v Sloveniji.
Hvala, predsednik, in delamo dobro, verjemite. Takorej, z 8 volilne enote veste, kaj morate obkrožiti. To je številka? 8. Tako je. Tako je, povabilo vsem na volitve v nedeljo 4. decembra 2011. Pridružite